Božja beseda pozdravlja. Beseda Božja je zdravilo vsem nam. Z besedo Božjo je tudi Jezus ozdravljal, ko je bil z nami tukaj, na zemlji. So besede Božje in so besede nebožje. Nebožja beseda rani. Božja beseda pa mazili, ozdravlja, tolaži, nas uči. In vedeti moramo vsi, da je Božja beseda zdravilo, brezplačno, učinkovito zdravilo brez stranskih učinkov. In ko nas je Bog ustvaril, ni ustvaril bolezni. Bolezen, smrt ni od Boga. Uporniki Boga prinašajo probleme, bolečine, ločitve, razdore, vojne, laži. Jezus pa nam je prinesel ljubezen. Božja beseda, ki je ljubezen, s katero je Bog ustvarjal, je zdravilo. Je tista energija, ki ustvarja življenje. In ko je Bog ustvarjal, je ustvarjal z besedo, z Božjo besedo. Rekel je, bodi svetloba, in bila je svetloba. Rekel je Bog, naj bo obok, ki naj loči vode nad obokom in vode pod obokom. In to se je zgodilo. Bog je rekel, naj se vode ločijo pod obokom, in pokazalo se je kopno in morja. In Bog je rekel, ne bodo v morju in v zraku živali, v morju ribe, v zraku ptice. In Bog je rekel, bodi sonce za dan in bodi luna za noč in zvezde za čase. In Bog je rekel, ustvarimo živali in človeka po svoji podobi. To se pravi, beseda Božja se manifestira skozi besedo, ki se jo izgovori. In če rečemo, bolan sem, to ni Božja beseda. To je napačna beseda. Beseda, ki prinaša bolečine in tudi smrt. In v duhu smo vsi popolnoma zdravi. In če mi govorimo, da smo bolani, lažemo, ker mi nismo meso, mi nismo kri. Mi smo duhovni otroci, ki imamo tudi telo. In to telo vodi ali Božja beseda, ali beseda tega sveta. Božja beseda je beseda, ki prenaša radost, mir, zdravje, sprave, ozdravljenja. In Božja beseda je postala meso. Videli so jo tisti, ki so v tistih časih živeli. Slišali so Božjo besedo. Vzdravljeni so bili z Božjo besedo. Ker Jezus je rekel, bodi zdrav, in ljudje so bili zdravi. Božja beseda je najvišja ljubezen od našega očeta stvarnika, s katero je vse ustvarjal.
V Janezovem evangeliju lahko v prvem poglavju preberemo: Bog je ljubezen, Bog je beseda in beseda se je učlovečila, prišla je med nas in ljudje je niso sprejeli. Kaj to pomeni? Težko je razumeti, če si poln problemov, bolezni, bolečin, da obstaja nekaj, ker je nekaj več kot bolečina, ki je nekaj več kot smrt. Težko je razumeti, da je Božja beseda življenje, ljubezen, zdravilo za bolan narod, za nesrečen narod. In vendar imamo to Božjo besedo. Lahko jo sprejmemo, lahko jo živimo, lahko jo darujemo drug drugemu. In Božja beseda je zdravilo vsem nam. V prvi alineji 9. člena statuta Društva za srečno življenje Belis se ta Božja beseda imenuje brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen pomeni, da ljubimo življenje, Boga, pa tudi naše sovražnike, naše sodnike, tožnike, tudi tiste ljudi, ki nas preganjajo po krivici, ki lažejo, ki ubijajo, ki križajo in ki delajo razdore. Božja beseda je živela med nami in trenutno je Božja beseda pri Bogu v Božjem kraljestvu. Vendar imamo Svetega Duha, ki nam ga pošilja Gospod Jezus Kristus, ki je učlovečena Božja beseda, ki je v Božjem kraljestvu, nam pošilja tega Svetega Duha, duha tolažbe, duha miru, duha modrosti, duha zdravljenja. In ta Sveti Duh bo z nami do konca tega vidnega sveta. To ne pomeni, da bomo umrli. To ne pomeni, da bo planet Zemlja izginil. Ne. Pomeni, da bo ta planet Zemlja blagoslovljen z Božjo ljubeznijo. Ko bomo mi vsi sprejeli Božjo besedo v svoja življenja, ko bomo pokleknili pred njo, jo sprejeli v srce, v roke, v noge, v dejanja, jo živeli in jo darovali ne samo sebi, predvsem pa našim bližnjim, tudi sovražnikom. Kako začutiti to Božjo modrost, Božjo besedo, Božje zdravilo, ko smo polni bolečin in tega sveta? Preprosto. To je odločitev. Odločitev, da bomo živeli z Božjo besedo v srcih, v ustih, v dejanjih, da bomo z njo hodili in jo drug drugemu darovali. In smo tudi pripravljeni obžalovati, kadar nismo bili Božja beseda v dejanjih. Če izlijemo iz kozarca, ki je polno umazane vode, to vodo, lahko nalijemo novo vodo v kozarec. Čisto. Če v umazan kozarec dolivamo vodo, je voda sicer bolj čista, vendar moramo vso vsebino izliti, če hočemo imeti čisto Božjo besedo v svojih mislih, v svojem srcu, v svojih templjih, v svojih dejanjih. Zato je tako pomembno, da na en način se kesamo, v narekovaju, obžalujemo, če smo v nevidi ali nehoti kogarkoli z besedo ali v dejanjih prizadeli.
Tudi sebe smo prizadeli s tem, ali bližnje. In da se odločimo za mir in spravo, za odpuščanje. Jezus Kristus je na križu, ko je bil ves pretepen, ranjen, izdali so ga celo učenci, preprosto izrekel: Moj Bog, odpuščam, saj ne vedo, kaj delajo. Ker je izrekel besede: Moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, je ostal zvest ljubezni in plačal je greh za vse nas. Ta greh, ker smo bili odvojeni od Božje besede. Za nas je to storil na križu. Odpustil nam je. In če je nam odpuščeno v duhovnem svetu, smo tudi mi dolžni drug drugemu odpuščati. Z besedo: odpuščam, saj ne veš, kaj delaš. In prosim, odpusti tudi ti meni, ker tudi jaz ne vem, kaj delam. In tako lahko z Božjo milostjo, z Božjo besedo zdravimo sebe. Bolj ko odpuščamo, bolj smo zdravi. Bolj ko se jezimo, bolj smo bolani, ker jeza ni zdravje. Bolečina tudi ni zdravje. Božja beseda pa je zdravilo vsem nam. In z Božjo besedo je Jezus obujal mrtve. Z Božjo besedo je ozdravil gobavca. Z Božjo besedo, z ljubeznijo je slepemu vrnil vid. To je Božja beseda. Jeza, uporniški duh, agresija, laži, prevare, to ni od Boga. Bog nima s tem nič. Bog je vedno ljubezen. Je alfa in omega, začetek in konec. In kadar smo mi ljubezen, kadar smo mi tisti, ki dajemo ljubezen, se ljubezen širi na tem planetu in med nami. In društvo Belis, Društvo za srečno življenje, Belis, je tukaj zato, da se mi vsi skupaj naučimo sprejemati to ljubezen, ki je zastonjski dar iz nebes, in jo darujemo drug drugemu kot zastonjski dar. To je Društvo Belis. In kdorkoli se je odločil, se bo odločil za to brezpogojno ljubezen, bo zdrav oziroma bo ozdravel. Ker ljubezen zdravi, Bog nas zdravi, Bog je zdravilo za vse probleme tega sveta. In ko bomo vsi to dojeli, ko bomo vsi sprejeli Božjo besedo kot zdravilo, bomo vsi srečni, zdravi in lahko bomo rekli: dovršeno je. Društvo Belis je naredilo to, za kar je bilo tudi skreirano, poslano v Slovenijo. Da širimo ljubezen, da širimo odpuščanje, da širimo resnico, da živimo Božjo besedo v dejanjih. In vsi tisti, ki imate kakršenkoli problem v tem trenutku, v srcu, v duhu, v telesu, zaupajte, verujte. Božja beseda nas zdravi vse skupaj. Samo Božja beseda je zdravilo. Hvala lepa, da boste to zdravilo sprejemali v veri, da je to dar za vas, za nas, za vse nas. Hvala lepa za vašo pozornost.